Lepo pozdravljeni. Pred približno 100 leti je po teh krajih hodil prvi slovenski istrski pesnik, sicer duhovnik, znan po imenu Alojz Kocijančič. O njem je nedavno nastal strip, imenovan Plapolanje skale, in o njem bomo danes tudi spregovorili z avtorjema stripa, scenaristko, pisateljico Ines Cergol in risarjem Matejem Kocjanom Kocjatom. Lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Lepo pozdrav. Nekako smo zadnje čase navajeni, da tovrstni biografski stripi izhajajo ob okroglih obletnicah raznih avtorjev. Če sem prav preverila, ne letnica rojstva, ne letnica smrti nekako ne sovpadata z okroglo obletnico letošnjega leta. Kako je torej pravzaprav prišlo do tega stripa prav zdaj? Ja, ne, nobene okrogle obletnice ni letos. Tudi nismo računali na kakšno okroglo obletnico, ampak je strip pravzaprav nadaljevanje prejšnjih knjig o Alojzu Kocijančiču. Obljubljali smo to precej glasno, da ga bomo izdali, pridušali smo se in zato smo začeli kar delati, dokler smo bili še zagreti, in tako da je zdaj strip tukaj. Torej, zakaj govorim nadaljevanje? Ker občina Koper je namreč odkupila Kocijančičevo hišo v Kubedu leta 2019. 2020 jo je prenovila in takrat je bilo tudi v Kubedu veliko slavje, obletnica kubejskega tabora. In uredila v tej hiši spominsko sobo, pesnikovo, rezidenčno stanovanje, etnološki muzejček. In za to spominsko sobo smo mislili torej oblikovati tako eno brošurico, ki bi ljudi malo popeljala po zbirki. Iz te brošurice je nastalo kar veliko več, prava knjiga, monografija o delu in življenju pesnika, z veliko, to je z naslovom Kubejski, to je bil tudi njegov psevdonim, ga je večkrat uporabil kot avtor, in z veliko tudi novega slikovnega arhivskega gradiva. Torej predvsem zaradi tega, ker smo odkrili veliko novega, smo želeli to novo tudi objaviti v knjigi. Že takrat smo razmišljali, da Kubed pretežno vsako leto obiščejo učenci osnovnih šol. Recimo iz osnovne šole Gračišče so stalni gostje in ni cilj samo pesnik Alojz Kocijančič, ampak so te šolske projektni dnevi, kulturni dnevi, kakorkoli jih pač imenujejo, so veliko širši, zajemajo etnografske, zgodovinske, zemljepisne torej snovi oziroma področja. In smo začeli že oblikovati učne liste za vse 3 triade osnovne šole, vendar predtem je nastala še slikanica iz naročja Istre v naročje besede, mislim, da leta 2022 je šla. Moram reči, da tako slikanico kot učne liste založnika sta Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper in Pokrajinski arhiv Koper, medtem ko zadnje knjige stripa, torej samo Osrednja knjižnica. Torej, tale slikanica predstavi otroštvo Alojza Kocijančiča do odhoda v šolo, torej v goriško pripravnico za semenišče. 11-leten fant se je odločil za ta korak in odšel pravzaprav od doma. Sliko je ilustrirala Vesna Benedetič. No, naš strip pa dejansko nadaljuje zgodbo. Naš strip se začne ob odhodu iz Kubeda v Gorico in spremlja mladeniča, otroka in potem mladeniča vseh 13 let njegovega šolanja v Gorici. In če je bila slikanica namenjena najmlajšim, smo razmišljali, da bi seveda stripom nagovorili nekoliko večje otroke, mladostnike, pa tudi odrasle, kajti strip je delan, torej
ni tako zelo zabaven, kot se od stripa pričakuje, ampak gre za realistično zgodbo. Zakaj se smejete? A ste že to povedala pred enim letom? Ne, zato ker res mislim, da strip ni neka asociacija na nek humor oziroma zabava, ampak je pač lahko tudi del zgodbe, ki jo predstavlja. Jaz govorim biografsko, veš, ko sem bila jaz otrok, sem lahko do Alana Forda samo zabavne stripe brala, Topolino in take reči v italijanščini še. To se je res zgodovinski, ta prelom zgodovinski, ko je postal strip neka resna umetnost, pa dejansko literatura, se zgodi šele v 80-ih letih. No, se je veliko tudi romanov in torej zgodb velikih svetovnih avtorjev je že v stripu, tako da... So se jim pridružile. Tako, sva razmišljala na ta način, Ste se za formo stripa, zakaj torej ravno forma stripa, glede na to, da je bila prva slikanica? Ker lahko bi recimo nastala tudi knjiga, kaj ne? Ja, lahko bi, ampak že tam, jaz sem se pravzaprav kot avtorica prvič spopadla tudi s slikanico. Ker se ukvarjam že 35 let z Alojzem Kocijančičem, bodisi ob raznih okroglih obletnicah smo izdali razne monografije, zbrano delo in tako naprej. So me kar nagovorili, češ, da je to mala malica zame, ker temo poznam in eno slikanico napisati in jaz sem zelo naivno rekla ja. In moram reči, da sem besedilo za to slikanico napisala neštetokrat. Izdala sem že nekaj svojih knjig, prevodov in ne vem še vsega, ampak nobenega besedila nisem tolikokrat popravljala kot to kratko besedilo za slikanico, ker sem enostavno ugotovila, mislim, sej strokovno v redu, ampak otroke moraš nagovoriti na drugačen način, jezik mora biti izbran, jezik mora se dotakniti tudi otroka, tako da in potem, ko je ta slikanica z ilustratorko nastajala, torej gospa Vesna, mislim, da je tudi zelo padla v to temo, mislim, pričakovali smo, da bo neka slikanica zelo taka živahnih barv, kot je njeno slikarstvo, pač potem nam je poslala zelo take resne ilustracije in smo bili kar malo razočarani, rekla, to je zgodba izpred 100 let, težka zgodba, žalostna zgodba na nek način in ne da se to kar tako juhuhu nekaj ilustrirati. No in ravno ob tej slikanici sem se jaz sama tudi zbližala sliko, ki ne razlaga samo besedila, ampak ga dopolnjuje. To mi je bil nekakšen izziv. Jaz sem že naredila ta scenarij, kot pravi Matej. Scenarij je narejen, torej govorim realistično, ker je povzet, zelo malo vstavkov je tako izmišljenih, dodanih. Scenarij je delan po avtobiografskih zapisih Alojza Kocijančiča in sicer iz te knjige Ljudi opeval sem vode in skale, ki sem jo uredila v začetku 90-ih let, ampak je žal išla posthumno. Kocijančič je umrl 91. Knjiga je išla naslednje leto, ampak je videl, je bil zadovoljen. To je izbor iz revijalnih časopisnih objav, to sem enostavno zbirala vnuku takrat še. No in drugi vir, poleg recimo teh ustnih virov, ki so tudi že objavljeni v raznih revijah, je pa roman Pesnik zelene pomladi, tržaške avtorice Zore Piščanc, to je bila sestra Lada Piščanca, najboljšega prijatelja Alojza Kocijančiča od dijaških let pa potem do tragične Ladove smrti v Cerknem, kjer so tako po nedolžnem pravzaprav partizani likvidirali njega kot duhovnika in še kar nekaj domačinov. Tako da to dvoje mi je služilo za oblikovanje zgodbe, taka kot je v stripu.
Če lahko še nekaj pridodam. Ne? Izvoli. Kako je ona mene povlekla zdaj noter v to? Ja, strip. če smem povedati na notranji platnici, lahko gledalci tudi sami preberejo, da si bil precej skeptičen tudi glede do sodelovanja. Ja, mislim, malo sem se bal, zato ker tema mi je bila čisto tuja. Glede na to, da Alojz Kocijančič je prvi slovenski istrski pesnik, jaz ga praktično nisem poznal kaj dosti. In sem ga začel spoznavati preko tega stripa in me je tudi mene, tako kot Vesno, precej zgodba povlekla noter in sem spoznal tudi zelo zanimive lokacije, kjer se je on izobraževal, pa kako je ta v bistvu kulturni prostor, v katerem se je gibal, vplival na intelektualce tistega časa, ki so tle delovali. Se pravi, ne govorimo o razmejitvi med Jugoslavijo pa Slovenijo, mislim Italijo oziroma Slovenijo in Italijo, ampak govorimo o tem prostoru, ki je bil takrat še dokaj skupen in premešan precej, ne? In dejansko vzgoja vseh teh ljudi, ali so bili italijanskega porekla, furlanskega, slovenskega, hrvaškega, je bil zelo podoben. Ne? In tudi kulturni vplivi so bili izredno podobni. Kar se pa tiče tega, kako so začela to sodelovanje, dejansko v Kubedu je bila predstavitev te slikanice vaše in Ines me je povabila, da si grem pogledat. In seveda me je potem takoj na koncu predstavitve izvala v tisti množici. Javno. Da bom pač se zaprisegel oziroma nekako vzel to obvezo nase, da bom ta strip izpeljal oziroma izrisal. Ne. In takrat sem tako s takim bolj rahlim in neslišnim glaskom pritrdil. Sem rekel, ok, bomo videli, kaj bo. Zakaj? Ker je pač Ines imela predstavo, da bo napisala zgodbo, ki bo več ali manj sestavljena iz besedila in bo nekaj vložkov takih stripovskih. Dejansko ne bi bil to niti pravi strip, ampak bi bila neka slikanica s stripovskimi elementi. Ne? In kolikor poznam te zadeve tudi iz drugih izdaj, kjer so zelo dobri scenaristi stripovski pisali o resnih temah, ne, ki naj bi navdušili, s katerimi naj bi navdušili tudi mladostnike, sem videl, da so preveč prepustili glavno besedo dialogom, namesto, bi rekel, likovnemu izrazu. Ne. In je bilo ogromno besedila, ponavljajočih kadrov, tudi tisti risarji, ki so sodelovali v takih projektih, se niso mogli izraziti do svojih, bi rekel, vseh teh zmožnosti, ki jih imajo, ne, izraznih. Tako da sem videl tle en manko in tudi nekaj, kar bo lahko mladostne oziroma mladostniške ali pa otroške bralce odbilo, ker preveč besedila, vemo, je problematično, ne, dati nekemu mladeniču oziroma mladostnikom za brati, ker dejansko jih besede so jim vedno težje za prebirati, njihov besedni zaklad je vedno bolj skromen. Še kratkih besedil, kdaj niso sposobni natančno prebrati. Tako da namen je bil sicer ta, da jim približamo Alojza Kocijančiča, da tudi jim prikažemo, bi rekel, moč njegove poezije, ampak predvsem s pomočjo podob, ki v bistvu vsi sledijo v nekem ritmu filma, ne? Dokumentarca. In, ja. Glede na to, da ste prvič pisali scenarij za strip, kako je to sodelovanje potem potekalo? Kot so ti si zdaj že koliko časa, vsaj že 20 let rišeš stripe, verjetno? Že kar več, že v bistvu 25 let. Skoraj, ja. Kako sta torej sodelovala? Sta si pustila vplivati drug na drugega? Scenarije pišem jaz že 40 let za razne proslave in tako naprej. To vem, kako naj bi repilike tekle. S Kocijanom tudi več let delava predvsem ob šolskem literarnem glasilu Maestral, kjer jaz sem urednica, on opremljevalec in angažira dijake in tako naprej. Pa poskrbi za naslovnico. Tisto, kar sva se morala na divje spucati, sva se že davno, tako da zdaj sva kar poznava nekako drugega način dela. In jaz sem mu poslala pač scenarij in on je začel.
Vmes je kaj vprašal, če ni vedel, kaj sem točno mislila, kako in kaj. Tudi dodal replike, tako da sem bila vesela, ker ko rišeš je drugače, ko pišeš, ne? Razporejaš sličice in ti zmanjka nekaj, bi moralo biti mogoče malo bolj živahno, živo in potem je znal lepo to dodajati. Sem bila vesela teh njegovih vložkov. Tako da ja, jaz mislim, da je kar teklo. Sicer sem bila presenečena, mislim, vesela sem, da tako pošiljal je v paketih. Jaz sem bila ta čas dolgo doma na bolniški in ko sem dobila spet nove strani stripa, sem to takoj pogledala, jasno. In moram reči, da prvi paket me je že presenetil, ker jaz njega poznam kot takega zelo ekspresivnega striparja in sem mislila, kaj bo on se ukvarjal s temi realističnimi zgodbicami. To bo začel, pa bo rekel, ne, mislim, tega se mi pa ne da. Ampak ko sem zagledala te prve risbe, sem bila navdušena. Tako je padel noter, tako je z vsemi detajli pravzaprav ta čas ilustriral, da si nisem nikoli mislila, no, da bo on to počel, ne. Ampak ja, je bilo videti, da ga je res zagrabilo in da vse je, mislim, ko sem potem gledala recimo risbe krajev, detajlov obleke, prtljage, jaz se spomnim še Vesna, ko je slikanico delala, rekla, pa kaj ti misliš, že je to tako lahko? Mislim, kako narisati avtobus, kakšen je bil avtobus pred 100 leti, ne? Pa on je risal Parenzano, mislim, taki detajli, da so, s katerimi je dejansko tudi tistemu, ki malo pozna ta prostor približal vizualno in tudi zgodovinsko. Ker strip obravnava to mladostno življenje Lojza Kocijančiča, ampak skozi lika Lojza Kocijančiča smo želeli predstaviti tudi to obdobje, v katerem je on živel. Zelo je to eksponirano v stripu Fašizem na Primorskem. Torej on se giblje od Kubede, od Istre, prek Krasa do Goriške, Soče, do Višarje recimo, ne. In to je bilo obdobje, ki je bilo v tem času zaznamovano. To je prva slovenska pokrajina, ki so jo fašisti zasedli in jo začeli poitaljančevati. In ravno, torej, tudi sam Kocijančič je končal v goriškem semenišču, ne v koprskem, ki mu je bilo pred nosom, ne, ampak to sta njegova dva vzgojitelja, učitelj Ivan Pečenko in duhovnik Ivan Brezavšček iz Kubeda, torej načrtno ga poslala v Gorico, kjer so drugače gojili slovenski jezik, ne. V Kopru je bil prepovedan tudi med zasebnim pogovorom na hodniku, recimo med gojenci, ne. Ravno zaradi tega močnega vpliva fašizma na njegovo življenje ste se mogoče zato odločili tudi za uporabo narečij. Se pravi, da ne govorijo vsi v pravilni slovenščini, ampak da lahko zasledimo tukaj več. Ne zaradi tega, ampak sem želela potegniti eno genezo od tistega maternega jezika, ki ni nikoli knjižni jezik za nikogar, ne. Je bodisi narečje določeno ali pogovorni jezik. Knjižnega jezika se dejansko v šoli učimo kot tujega jezika na nek način, ne. Tako da je ta črta potegnjena od maternega jezika, na začetnih straneh je to kubejsko narečje. Moram reči, da so mi pri tem bili določeni ljudje v veliko pomoč. Torej, kubejski govor je revidirala doktorica Tanja Jakomin Kocijančič, ki je sama doma iz Kubeda. Potem recimo tukaj je replika iz govora Črnice, danes na hrvaški strani, to je revidiral gospod Marinko Hrvatin. Ja, in potem je to prek pogovornega jezika, ki ga govorijo gojenci, Hrvatje, Furlani, Italijani, Slovenci v Gorici, gre počasi do knjižnega slovenskega jezika, ki ga proti koncu stripa srečamo, ko se že odrasli pogovarjajo med seboj. In tu je nekaj replik seveda v italijanščini, v hrvaščini, v furlanščini, celo latinščina je noter kot
učni jezik. Želela sem prikazati predvsem to srečevanje jezikov na našem območju, ki je bilo takrat še veliko bolj živo, kot je danes, recimo, ne? No, oživil si pa, kot je bilo že povedano, podobe tudi sam. Mogoče lahko razložiš malo koncept dela, kako si našel. Je bilo težko najti sploh ne vem, fotografije, to pomeni, da si se v Parancani vozil s kolesom. Kako je to izgledalo? V Parancano sem že naredil strip kar nekaj let nazaj, mislim, da je leta 2009, z pač projekt Čuču Pačaki, ki ga smo delali s Triburgerjem. Tako da sem imel z njo že kar precej izkušenj, tudi imam literaturo povezano z njo. Sem obiskal muzej, ki je v Izoli bil takrat, ne vem, če je še zdaj. V glavnem, določene lokacije itak poznamo tudi po Kopru, ker so še ohranjene, vsaj deloma, ne. Kar se pa tiče ostalih lokacij, ki nastopajo v stripu, mi je zelo prišel prav obletnica Prve svetovne vojne. Se pravi, takrat mislim, da je Etnografski muzej ali arhiv, celo slovenski, dal poziv vsem tistim, ki hranijo doma kakšne fotografije stare svojih sorodnikov, krajanov, podobno, da jih delijo v to skupno digitalno knjižnico in dejansko so dostopni na spletu. Zelo enostavno in vidiš tudi te kraje, kakršni so bili takrat v teh 20-30 letih, ko se odvija naša zgodba v stripu. Kar pa nisem mogel prepotovati, če si bi hotel gledati v živo, sem uporabil Street View. Se pravi, aplikacijo na računalniku, kjer sem imel 360-stopinjski pogled, ocenil, kaj je staro, kaj ni, kaj bi lahko bilo verodostojno, kaj ni. Zelo sem trepetal, ko smo imeli predstavitev v Kubedu, da sem tam zafrknil kakšne poglede po sami vasi oziroma na določene domačije. Ampak dobro, nekaj umetniškega svobode sem si pa vzel, predvsem zato, da so kadri bolj zanimivi, da bi rekel, zadeva teče tako organsko naprej, no. Ni nujno, da vedno mora biti vse tako postavljeno točno, kakor je v resnici, ne. Saj vemo, že v samih filmih režiserji marsikaj prilagodijo, ne, zato da izgleda potem zadeva malo bolj veličastna ali pa svečana. Ja, rimske toge, ki skoraj nikoli niso bile rdeče, na primer. Kako pa je bilo z obleko pri tebi? Na podoben način. Preštudiral sem, zanimivo, no, še eno zgodba z arhiva koprskega, zdaj sodelujemo tudi z obletnico pač tega učiteljišča koprskega, kjer je poučeval Šantel, se pravi, in Belušič pa Džaneli, to so bili te trije, bom rekel, najbolj znani potem tudi zaradi svojih dosežkov. Šantel kot slikar, ilustrator, Džaneli kot slikar predvsem, ki se, gremo reči, v tem severu Italije bolj je deloval, no, in Belušič kot izumitelj velocimetra, nekaj takega, se pravi, nekega predhodnika takografa, ne. In zanimivo je, da v bistvu tam je eden od projektov, ki jih je vodil Šantel, je bil tudi, da so skicirali te dijaki oziroma učenci, s katerimi je delal, etnografske značilnosti prebivalcev tega območja, se pravi noše njihove, ne. In to je potem tudi zdaj nekaj shranjenega v arhivu, ne vem pa, če je bilo veliko tega objavljenega. Da bi znala direktorica arhiva kaj več povedati, oziroma prijateljica tvoje, Stabile, Mirjana. Sicer, ko omenila je tvojo ekspresivno risbo, se mi zdi, da si vseeno dovolil, ali pa samo mene presunilo takole na prvi strani, ko se prvič pojavijo fašisti, se mi zdijo kar narisani kot malo groteskne spake v primerjavi z ostalimi. Je bilo to namerno? Ja, mislim, vse tudi ta čas je nekako promoviral to podobo fašizma, ker sami fašisti so priznali, da ko so gledali kot mladostniki ali pa, bi rekel, mladi fašisti tega Mussolinija, ki je nastopil v tej svoji palači, ne, s katerega je diktiral svoje ukaze, so rekli, takrat se mi je zdelo to tako veličastno, fascinantno, hkrati pa se mi je zdelo smešno. Glede na to, kako je reagirala množica, so rekli, ok, to je v redu. Očitno ni to tako čudno, kot se nam zdi. Zdaj, z neko distanco, daleč, to drugače ocenjujemo, ne. Ampak v tistem času je bil to neke vrste nastop in mogoče tudi izgled teh ljudi bil namerno tak, kaj bi rekel, izzivalen, ne.
Tako da, ja, to sem vključil noter, pa mogoče še kakšne druge detalje. Ines pravi, da strip ni zabaven, ima tudi zabavne elemente, tudi kakšne smešne detaljčke. Ima pa tudi veliko... karikira tudi profesorje, ne, to se leti na nas, tako, ne, autokarikatura. Malo asociacije na Marko. Ne? Seveda, umetniška svoboda. Ampak recimo, večkrat smo zdaj že omenili, gre za prvega slovenskega istrskega pesnika. Res šele tako pozno? Predtem jih ni bilo? Pozno, ja, ker nekateri zelo znani slovenski pesniki, Grabnik, recimo, Vuk, vsi so, motive Istre so, recimo, lahko beremo v njihovih pesmih. Ampak, da bi imeli recimo Istro kot posebno temo v svojem pesništvu, tega ni bilo, ne. Prvi je pravzaprav Alojz Kocijančič. Zakaj tako pozno? Torej mi in Prekmurje smo pač pozni zaradi zgodovinsko-političnih okoliščin, ne. Torej, zakaj pa lahko rečemo, da on ta prav prvi slovenski istrski pesnik? Zato, ker je pisal o Istri ali ker je pisal v Istri? In ker je iz Istre, zaradi vsega, ja. Pri njem se pokrijejo vsi ti elementi, torej je rojen Istran, večinoma torej, svojega življenja je preživel v Istri, torej 25 let je služboval v Koštaboni, to je srce Istre in tam so ga imeli zelo radi, no, je bil njihov zagovornik, so rekli, jih je tudi rešil pred požigom, ko so Nemci želeli med drugo vojno vas požgati, ker je bil tako znal diplomatsko, torej se pogovarjati. In ja, njegov najbolj dragocen opus, torej je istrski opus, kjer popisuje Istro, torej bodisi krajinsko, pomlad v Istri, Istra mati, tudi osebno izpovedno, ker on se vedno čuti, torej on živi iz teh istrskih korenin, pa tudi socialno. On ima epske pesmi o istrski šavrinki, njegova mama je bila tudi ena od šavrink, in o istrskih voznikih. Moški so recimo z vozovi seno vozili v Trst, ne. Tako da on pravzaprav nadoknadi eno sivo liso na tem našem območju, kar se literature tiče. Zelo lepo je v reprintu šavrinskih pesmi, to je pač njegova zbirka, je šla leta 62, s to zbirko je vstopil v književnost slovensko, bi lahko rekli. Potem je napisal krasne verze Tone Pavček, ko je Libris Koper torej ponatisnil šavrinske pesmi. Je povedal, da je pač s Kocijančičem vstopila Istra v slovensko literaturo in torej, da postaja on pesnik, slovenski pesnik na ta način, ne. Pa je mogoče Kocijančič danes malo spregledan. Zdaj, Koco je sam priznal, da se ga ne spomni, mogoče zato, ker nisi spremljal v šoli takrat, ali... Kar veliko ljudi iz moje generacije, pa še starejših, ga niso imeli na svojem radarju, ker ga niso niti promovirali tle domačini, ne, v teh krajih. Mogoče Ines ve kaj več. Ampak dejstvo je, da jaz res njegove poezije praktično nisem kaj dosti poznal, dokler nisem teh posebnih dogodkov začel malo slediti, no, ampak vseeno, slišal sem za njega, nisem ga pa poznal, tako bom rekel, ne. No, tako, tale zbirka 62. leta, torej, ko izidejo šavrinske pesmi, padejo tudi v eno črno luknjo. V tem letu, v tem obdobju se na Slovenskem pravzaprav že poraja modernizem, še malo in je tu Šalamun, ne. Kocijančič je zelo tradicionalen. Njegov pesniški glas je res, so sonetje, metafora je tradicionalna in tako, da ga recimo slovenski Parnas ni vzel za svojega. Za svojega ga niso vzeli tudi cerkveni kolegi. Pravzaprav tudi z te svoje strani je bil kar šikaniran, kaj se za enega duhovnika spodobi pesniti, ne, na tak način. In vzeli so ga za svojega Istrani, nekateri Istrani, tisti, ki so jim te pesmi nekako legle na srce.
Vendar je bil kot istrski pesnik pravzaprav promoviran šele v 80. letih, ko je šla druga njegova pesniška zbirka Brumbule, uredil jo je pisatelj Tomaž Tomšič in takrat je on zaživel kot pesnik. Hodil je po raznih krajih v Istri, predstavljal svojo zbirko, povsod je bilo polno ljudi. Ampak na srečo je bilo to obdobje, ki je tudi sicer bilo naklonjeno Istri. Na kakšna istrska prebuja? Na glasbenem, likovnem področju, Apolonijo, tale Hrastovc, likovnik, Šavrinka, Pohlen, Jože Pohlen. Na glasbenem področju je Istra Nova začela recimo te etno-istrske pesmi. Tako da to je bilo eno tako širše stanje, kulturno stanje, ustvarjalno stanje, ki je seveda bilo dobrodošlo tudi za njegovo poezijo. No, jaz sem ga osebno poznala že kot otrok in potem v 90. letih, ko smo se pogovarjali o njegovi prozni zbirki. In ga v bistvu od začetka 90. let tudi strokovno nekako spremljam. Moram pa reči, da širše Kocijančič sploh ni zaživel. Čeprav je po njegovi smrti ravno Marjan Tomšič predlagal, naj bi obalne občine podeljevale Kocijančičevo nagrado. To se je prijelo, vmes malo zaspalo, zdaj spet nadaljujemo s tem. Torej ljudem, ki pišejo o Istri, skrbijo skozi ustvarjalne procese za ohranjanje in nadgradnjo istrske identitete. Tako da v tem smislu Kocijančič živi, o njem na šolah ne povemo veliko. Jaz sem, ker sem, ne vem, prek Kocijančiča, prek drugih tem smo tudi na gimnaziji uvedli ekskurzijo po Istri in sem ugotovila, da je pravzaprav, če želimo ozavestiti Kocijančiča kot prvega istrskega pesnika, je potrebno začeti pri otrocih. Zato slikanice, zato strip, ne, recimo. Ker starejši, malo kdo se sploh za pesmi in pesnike zanima, ne. Tako da, če nimaš vgrajeno tega nekako v svojo zavest od otroštva, gre mimo, ne. Tudi če se vsake 2 leti govori o Kocijančičevi nagradi, malo kdo se vpraša, kdo pa je bil sploh ta Kocijančič, ne. Pa če se pesmi poje, se primejo, ljudje jih vzamejo za svoje, nekako se širi potem ta kultura naprej. Mislim, da tudi ta kultura petja je nekako začela izginevati, ne, s temi starejšimi generacijami. Vedno manj ljudi zna peti sploh, ne. Kaj šele, da bi poznal te domače pesmi, ne. Je pa res, po drugi strani, koliko sem poslušal zdaj oddaje, ne vem, koliko je to verodostojno, da smo Slovenci eni redkih na svetu, kjer v bistvu narečja še zelo dobro živijo, se ohranjajo. In da mlade generacije jih govorijo, ne? Na obali ne. Ja. Ja, po drugih pokrajinah, recimo Prekmurje, Vipavska dolina, recimo druga primorska narečja, Bovec in tako naprej, ja. Ampak prav tlele, mislim, slovenska Istra, na podeželju malo, v mestih nič več. To poznam, ker vsako leto v 1. letniku pač predavamo v istrskem narečju tudi. In če sem imela pred 10 leti morda v vsakem oddelku 3 govorce, ki so bili pripravljeni kaj v istrskem narečju povedati, zdaj ni nikogar več, ne. In to je tak pokazatelj, da pri nas tukaj nismo na najboljši poti, kar se narečja, ohranjanja narečij tiče, ne. Smo pa tudi zelo mešani, kar se prebivalstva tiče, ne. Ni več tiste avtohtonosti kot mogoče v drugih pokrajinah. Ja, določene vasi so bolj povezane skupaj, ta, bi rekel, način, da, ne vem, kakšne dogodke organizirajo ali pa se podružijo na kakšnih veselicah in podobno, je še dokaj živ, je pa res jih vedno manj, ne. Ja, večinoma vasi je bilo zelo izpraznjenih tudi, ne, in se šele na novo naseljujejo. Kako bi bilo z narečji v, recimo, njegovih pesmih? Ga je uporabljal? Ne. Ni narečja.
Ker jaz mislim tako, on je zrastel z narečja, takrat je izobrazba pomenila še kaj drugega, kot pomeni danes. Ne? Če si bil iz revne družine, tako kot on, jaz mislim, da ni bilo druge poti kot semenišče, da si prišel sploh do kakršnekoli izobrazbe. Veliko fantov je šlo v semenišče, sicer potem so se tudi prešolali kam drugam, ne? On je vztrajal na tej poti. Tako da, ko je začel pisati, je pisal v knjižnem jeziku, ker je to pomenilo velik izziv, ne. In mislim, da so tudi razmišljali, da narečje sploh ni primerno za ustvarjanje literature v tistem času, ne. Ker je to bilo poezija nekaj vzvišenega, jasno, in tukaj mora biti knjižni jezik, ne. Jaz se malo nasmiham, ker analogija tudi na strip po svoje, ne, ker se spomniš v 80-ih letih, ko sem obiskoval osnovno šolo, če so te zasačili stripom, pri pouku je bil halo, ne. To je bila šunt literatura, Buhvari to prinesel v svetišče šole, ne, kjer se učimo pravega jezika oziroma knjižne slovenščine. Ja, ampak še v 70-ih letih je recimo po naših osnovnih šolah tu po Istri, bog ne daj, da je kdo govoril v narečju, ne, ker so slovenistke govori lepo po slovensko, kot da narečje ni slovenščina, ne, nimamo, v bistvu smo izrili ene stvari nehote tudi, ne, ampak to lepo po slovensko je pomenilo knjižno, ne, in seveda učenci niso razumeli knjižnega jezika, če so prišle učiteljice iz zgornje Slovenije, učencev ne, in tukaj se je ustvarjal nek kratek stik, ne, tako da, kar se narečja tiče. Šele kasneje, zdaj to jemljemo narečje kot neko dragocenost. Tudi zelo pozno so pri nas začeli pisati v narečju, ne, recimo Edelman Jurinčič, potem Alferija Bržan in kar nekaj ljudi si je upalo. In ko se je to zgodilo, je bil Kocijančič še živ in je tako z enim zadovoljstvom to spremljal, ne, ampak jezik ima tudi svoje zakonitosti, ne, ti, ko enkrat utemeljiš recimo knjižni jezik na določenem prostoru, potem ni noben problem preskočiti na narečje, ne. Ne moreš ga pa utemeljevati pravzaprav neke literature na narečju, v tem času, recimo, ko je on ustvarjal. Pa je on bil predvsem najbolj ploden v teh letih, teh 13 letih, o katerih piše ta strip, ali to pomeni, da mogoče načrtujete še kakšno nadaljevanje? Ne, kot pesnik ni bil, je šele potem, ko je začel službovati, tale njegova koštabonska leta so bila najbolj plodna, ne. Tako da, ne vem, ne bi govorila o nadaljevanju zgodbe, za zdaj še ne. Bi pa rada poudarila to, da, tako kot sem že prej rekla, to obdobje fašizma je na drugi strani seveda izoblikovalo zelo klene domoljube slovenske, ki so bili predvsem duhovniki tudi v tem času, ne. Ker na podeželju duhovnik, učitelj, pa morda še kakšen pravnik in tu se je zadeva končala, ne. Duhovniki so pa imeli že tako veliko več stika z množicami in so lahko ta svoj vpliv zelo neposredno prenašali na ljudi, in strip imenuje vse te velike čedermace na Primorskem, od Vodopivca, recimo Kjudra, Miliča tukaj na našem koncu. In seveda eden od teh velikih domoljubov je bil tudi Kocijančič, kot smo že prej rekli, v takega človeka ga je pravzaprav izoblikovalo okolje, ne. Že prej omenjena učitelj in župnik v domačem Kubedu, Goriško semenišče, ki je bilo seveda z veliko profesorji zelo naklonjeno slovenščini, slovenskim dijakom.
Nenazadnje tu so študirali Stanko Vuk, Boris Pahor, tako da ta srednja, ki je tudi že se spogledovala z literaturo, je bila za Kocijančiča temeljnega pomena za njegovo osebno in ustvarjalno rast. In tak je potem tudi on, tako se je izoblikoval. Znal je veliko jezikov, prevajal je iz italijanščine, nemščine, med sabo so si pisali kar v latinščini, da jim ne bi kdo cenzuriral, raznih pisem in tako naprej. Govoril je slovensko, vendar recimo prav v Koštaboni, torej iz Koštabone, izhaja anekdota oziroma pričevanje, da se je priselila v Koštabono neka Italijanka, žena, mislim, da karabinjerja, in ga vprašala, kako pa zdaj ona, ker ne zna slovensko, kako bo spovedi k njemu hodila, ne. In je rekel, glejte, mislim, v italijanščini seveda, ne. Proti jezikom ni imel nič, ne, ampak fašizem je bila pa druga zgodba, ne. Tako da ja, strip je tudi poklon, torej duhovniku v tem prostoru, ki je čutil z ljudmi, ki je čutil z jezikom, ki se je zavzemal za slovensko identiteto, in v uvodu sem zapisala torej tudi sam naslov Plapolanje skale, ne. Matej je bil zelo skeptičen, ko sem predlagala ta naslov, kaj bo plapolala neka skala, ne. Vendar pol sem mu malo razložila oziroma mu poslala kar tale moj uvodnik, kaj lahko si malo sposoben. Ja, hvala. Torej, na začetku imamo, ne, tega Mussolinija in ja, zelo, ne, kako je treba zbrisati vse v italijanščini, di fronte ad una razza inferiore, barbara come la slava in tako naprej. Tole, na koncu se pa strip konča s Kocijančičevo novo mašo v Kubedu in na kubejskem stolpu zaplapola zastava Kubejskega kulturnega pevskega društva Skala. In tukaj je seveda ta simbolni pomen, kako prevlada slovenstvo. Matej je narisal dva karabinjerčka, tako v taki zelo smešni, hecni situaciji, kjer se jima ljudje posmehujejo že. Se pravi, da ta fašizem se, čeprav je leto 37 šele, ampak zgublja na pomenu, tako, to svojo nadutost. In nenazadnje sem v uvodniku, za naslov uvodnika vzela verze Alojza Kocijančiča iz njegove pesmi Bori in čudežno je našla korenina si v skalah hrane za uporno rast. Torej, skala je ta upor, skala je vztrajanje, skala je in skala mora v tem ognju plapolati, ne, v ognju ponosa, domoljubja, slovenstva, kakorkoli, ne. To je tale simbolni pomen samega naslova in tudi sam strip želi na nek način to izpostaviti. Ker se mi zdi, da govorimo o stvareh, o življenju izpred 100 let, ampak če tega malo slikovito ne pokažemo, kakšne so bile razmere, in to je Matej res znal, ne, z detajli, srečanje recimo pulskega prefekta z tem kubejskim župnikom Brezavščkom, kako mu je odgovarjal v slovenščini, kako mu je, mislim, tako, ja, zelo, ne. Je pa tako, da v bistvu ta slika obrazov, podobe ljudi po situaciji povejo več, kot kdaj besedilo, ne. In to je tisto, kar je omenila že Ines, da ta interakcija slike in besedila je odlična, ne, da v bistvu neposredno te vabi, hkrati se potrudiš potem tudi prebrati stvari, ki jih sicer ne bi bral, ne. Mogoče še kakšna beseda o tem, kako si risal čisto tehnično, če se spomnim približno leto dni nazaj, ko sva se pogovarjala o tvojem siceršnjem opusu, si s seboj prinesel analogne izvode stripa. Ja. Si torej vztrajal pri tem, koliko uporabljaš sploh računalnik? V bistvu vedno v teh
prvi fazi rišem vse na roke, na papir, svinčnik, osnovna orodja risarska, zato ker tam imam najboljši občutek. Se pravi, kar delam preko nekih tablic oziroma nekih umestnikov digitalnih, mi ne dajo pravega odziva nazaj. Se pravi isto, kot če govoriš z nekom, ki se odziva, lažje v bistvu vodiš pogovor, kot če se ta ne odziva in je pred tabo. Ne? In podobno je s temi digitalnimi tehnologijami. Nekateri jih zelo hitro osvojijo in je to blizu, meni ni. Ne? Jaz imam rad to interakcijo. In osnova je bila zrisana na roke, poskenirana, potem pa dodelana za tisk še na računalniku. Ne? Je pa res, da ta računalniški del je šel precej hitro, medtem ko ta risarski del je kar se vlekel. Ne? Se pravi, da sem postavil celoten strip do konca, tako da sem pošiljal v paketih, ne, po 10-15 strani Ines in potem sva malo debatirala, kakšne stvari popravljala, ampak šlo je res za zelo malo popravkov in v končni fazi, glede na to, da je ona prvič pisala scenarij za strip, moram reči, da je naredila odlično delo, ker se je zelo lepo dalo sestavljati te strani po njenem besedilu. Ne. Kako pa to, da sta se odločila recimo za opombe takole s številkami, ki so potem razložene na koncu strani, ne recimo za te sprotne opombe v obliki pripovedovalca znotraj kvadratka ali česa podobnega, sploh ko govorimo o prevodih in čem takem? Ma ne vem, meni se je zdelo, da se sva razmišljala veliko o tem, kam bova dala opombe, da bi opombe recimo na vsaki strani na nek način presekale stripovsko zgodbo, tako da sej za marsikaterega bralca ti prevodi sploh ne bodo potrebni in tisti domačini obvladajo tako že vse te jezike, mogoče latinščina je malo bolj tako, za tiste pa, ki jih bodo nujno potrebovali, bodo pač malo tako strani obrnili. Ko sem dal izvod PI za pregledati in za recenzirati po možnosti, ne, je rekel, začela listati prva stran, to vse je italijanščina, kako bo to rešlo, ker res sem tako, nekaj, imaš prevode na koncu, ne skrbi, pač razumela. Ampak to na nek način pravzaprav poustvarja tudi tisti čas. Večinoma ljudi italijansko ni razumelo, tako kot so oni rjoveli s temi zvočniki. Ne? Večina ljudi je tudi tako zelo približno si italijanščino prevajalo, kar je tudi noter, ko dijaki ne razumejo. Torej, ne samo italijanščino, tudi zanimiva je tale hrvaščina s Črnice bila meni. Tukaj je Matej dopisal repliko, ker je moral zapolniti in jaz to berem in rečem, kje si to dobil? Zmislil sem si. Pa to tako tam ne govorijo, ne? Pravi, kaj da ne, tako ma se, kaj ni šans, ne? To ni. In pa sem se spomnila na tega znanca, ki je tam doma in se je smejal, ko sem tako lepo nam vse to torej prevedel. To je res ena mešanca hrvaščine in slovenščine, ampak ne moreš mešati kar tako na pamet. Ne. Mogoče zaupata, za katero repliko je šlo? Ja, na pamet, ne vem. Ko pride pač Kocijančič k temu župniku, bom jaz tako skušala. Flego. In potem domačini se sprašujejo, kdo je ta človek. Aha. Sem dobila, ja. To je Črnica, kjer se mešata hrvaški in slovenski jezik v prikupen istrski govor. In zdaj ta replika se tako glasi: ne morem več, se moram eno malo usest, som štuf. Kje je ta človek? Tam imajo ekavico na nek način, bi človek. Ne bom ponavljal. Ne, to ni bilo. Boljše, da ne. Ne. Naslednjič moramo stara besedila prinesti sabo, da bo... So pa take zanimive prigode se dogajale ves čas. Naprej, meni je bilo tudi zelo fascinantno ta Jože Abram iz Pevme, ki je v bistvu hodil s Kugijem po vseh Julijskih Alpah slovenskih skupaj in je uvajal te duhovnike, ki so bili v semenišču za te pohode na razne hribe oziroma gore. In ima spomenik, naprimer v Štanjelu, in sem večkrat šel mimo tega spomenika, in znanci tudi tam živijo, ker je postavljen,
ker je prevajal tega romantičnega ukrajinskega pesnika Ševčenka v slovenščino. Ne? In tam sem mu hodil počastiti in Ševčenku, te Ukrajinci, ki živijo v Sloveniji, in tudi Abramu. Sploh nisem vedel, da je bil on tak kaliber, ne? Ki je v bistvu bil povezan zelo z našimi gorami, ker vemo, da tudi ta narodna zavest se dogaja na tem, kako v bistvu te gore postanejo simboli slovenstva tudi, ne? V končni fazi. So bili tudi za Kocijančiča kaj pomembne gore? Ja, on je zelo rad, je hodil v gore, oziroma vsi ti sošolci so se velikokrat odpravili na Kanin, na Mangart, in tako da, ja. In prav tale, te izlete, se mi zdi, za te izlete se je Matej zelo potrudil. Te naše gore zasijejo in imamo te različne kadre, od blizu, od daleč, po noči, po dnevi, tako da ja. Sem se pa razveselila, prej, ko sta se pogovarjala, zelo sem se razveselila, ker je postavil v eno sličico sliko Toneta Kralja iz cerkve v Tomaju. Tako da sva tudi razmišljala o tem, da ta strip nekako hodi oziroma zarisuje to mejo, ki jo je s svojimi cerkvenimi poslikavami postavil že Tone Kralj. Tole zahodni rob slovenske kulturne meje. Tako da zemljevid, ki ga je Matej čisto na začetek postavil v strip, se zelo, zelo ujema pravzaprav z mejo Toneta Kralja. Naša, torej najbližja poslikava tukaj naša je v Dekanih Kraljeva, recimo, in potem gre gor čez Kras, Goriško, gor do Bovškega. To je neke vrste umetnostno-zgodovinski Grand Tour, ne? Zdaj bolj majhen Grand Tour, ampak za Slovence je to tako zanimivo. Za Slovence pa je. Če ne drugega, mogoče kakšna kolesarska pot, to je zdaj to moderno. Zanimiva. Kako ste se pa spopadli recimo s tem, do katere mere predstaviti njegove verze v mediju stripa, ali to uporabiti ali ne, ali dati del kakšne pesmi, kakšen je bil razmislek? Tega nisva veliko uporabljala, zaradi tega, ker v tem času je on šele to so začetki njegovega pesnjenja, nobena od teh recimo pesmi, ki je v zbirki, še ni nastala v tem času, tako da smo bolj se spogledovali z raznimi verzi, torej, kar je pač bral. Malo mi je žal, ker sem našla še eno knjigo o Ladu Piščancu in tam je nekaj teh mladostnih verzov, tudi Kocijančičevih, ker oni so si, tudi Lado Piščanc je bil pesnik in velikokrat so si pesmi izmenjevali, jih ocenjevali, o njih debatirali, in tako da so v korespondenci si kar pošiljali pesmi, recimo, ko je bil Lado pri očetu v Pizi, to so pesmi tako letele malo gor dol, to bi lahko mogoče malo bolj, ampak to še ni pravo pesniško obdobje, tako da smo prihranili za en drugi bod. Kot dijaki so bili pa še dva druga, Delpin pa Tonkli, ja. Ki so hoteli izdati pesmi štirih že. Ja, to je zanimiv naslov, ker potem so naši štirje veliki pesniki, Zlobec, Pavček, Kovič in Menard, izdali pod tem naslovom, Oni to zamisel so imeli že v dijaških letih, imeli so literarno društvo in potem, ko je bila slovenščina prepovedana, je bilo to društvo celo ilegalno in so ta svoja ilegalna več glasil so izdajali, torej so izdajali svoja literarna glasila, tako da on se je koval v pesnika, seveda v teh letih že. Ampak šel pa ni ohranjeno, kaj dosti od tega? Nima veliko, tudi ne v rokopisih, zato ker te mladostnimi dnevniki je malo tako rokoval, kaj bi rekla, cenzuriral je to obdobje na nek način. Neke stvari smo sicer pustili noter tudi malo
tako ta spolna prebujanja, upam, da ne bo koga preveč zbodlo, ampak o tem je pisal tudi on sam, ne? Tako da lepe stvari so to, zelo človeške, zelo se mi zdi, da brez vsega tega bi bilo kar nekam tako izumetničeno vse skupaj, no. Ja, meni je zelo motilo, naprimer, ko sem kdaj bral kakšne take zgodbe, ki imajo neko moralno noto, no, v ozadju, da so vedno osladne, vedno kažejo stvari samo z ene plati, nikoli si ne upajo pogledati malo čez. In me je naprimer došlo, ker 2 leti nazaj sem bil v tem Zlatorepčevi komisiji za nagrade, ne, in smo brali en strip od nekega mladega italijanskega svetnika, Carlo Acutis, nekaj takega je bilo ime, naslov. Tega fanta, ki je postal svetnik pri 15 letih, ne? Ker je pač neki dogodki so se zgodili, ki jih smatra za čudeže. Svetnik. Ja. Je svetnik mladih. Ja, svetnik. Ok, dobro, slavisti ste delikatni. Ne, drug pomen ima, svetniki sedijo gor. Ja, dobro, ok. Svetniki. In tisti strip me je navdušil, ker je bil zelo dobro narejen. Sicer zgodba mogoče zopet malo preveč na eno stran, prikazuje samo z ene plati to njegovo življenje, ne? Ker so mogoče tudi starši ga oblikovali oziroma usmerjali v tem delu, ampak likovno je bilo pa izvrstno. In to sem hotel doseči tudi tukaj, da ne bi ljudje zaradi teme si mislili, da je to, bi rekel, neka taka mračnjaška. Ja. In zgodba, ki bi moralizirala bralcu, ne, ampak da pokaže vse plati, da pokaže vse plati življenja, ki jih je nek mladenič v tistem času, ki se je izobraževal, dal skozi. To se mi zdi super. Ni tako ozka, ne, kakor mogoče na prvi pogled, če omeniš, da je bil Kocijančič duhovnik, ne. No, zakaj več pa predlagam, da gledalci kar sami posežejo po stripu, žal se nam je čas namreč iztekel, tako da lepa hvala za to, da sta se oglasila v studiu. Hvala tudi vam. Tako, dragi gledalci, Plapolanje skale, strip, o katerem smo danes govorili, če ga vzamete v roke, boste o samem Alojzu Kocijančiču, predvsem med njegovim 11. letom in v nadaljnjih 13 letih izvedeli kaj več. Lepo se imejte in nasvidenje do prihodnjič.